Živijo tukaj Valentin. Danes bom podal perspektivo na pevsko tekmovanje Eurovizija 2015, ki se je pred kratkim dogajalo v Avstriji. In tekmovanje bom obdelal iz perspektive širših globalnih dogajanj in trendov. Kdo je zmagal na tekmovanju? To je bil predstavnik Švedske z zanimivo pesmijo, v kateri poje, da smo mi heroji, ki pa se borimo z demoni v glavi. Drugi uvrščeni glasbeni komad, pesem, pa je ruska popevka z imenom Million Voices, torej milijon glasov, ki pravi, da smo vsi prebivalci tega planeta med sabo različni in hkrati enaki. Da imamo sanje po tem, da bi živeli v miru in sožitju, da bi radi začeli znova, da k tem molimo in upamo. No, prvič je zanimiva perspektiva glede jezika teh pesmi. Večina predstavnikov držav je pela v angleškem jeziku, ker angleščina je vsekakor zelo razumljiva širokemu krogu ljudi. In tudi Švedska ter Rusija sta peli v angleščini. Tretje uvrščena Italija pa je že pela v italijanskem jeziku. Italija je skušala očarati z tremi tenorji. Poizkušala je z šarmom pridobiti glasove občinstva. Španija pa je prav tako pela v lastnem španskem jeziku in izražala njihovo klasično energijo, neko udarnost, gorečnost. Zanimivo je recimo, kako Rusija v trenutnem obdobju deluje v smislu mirovništva, da predsednik Putin deluje zelo miroljubno z nameni, da bi se vse države med sabo povezale. In čeprav je Rusija po ozemlju največja država na tem svetu in bi lahko izražala svoj nacionalni ponos z tem, da bi njihova predstavnica pela v ruščini, so se odločili za angleščino. S tem se tudi kaže njihova ponižnost. Vsekakor pa besedilo prvo dveh uvrščenih pesmi zelo nazorno prikazuje stanje na tem svetu in težnje. Rusija
poziva k medsebojnemu povezovanju, k zavedanju, da si vsi želimo začeti znova in živeti v harmoniji, v miru. Žal pa besedilo pesmi tudi navaja upanje in molitev, kar je pa neučinkovito pri doseganju teh ciljev. Kajti tako, kot je švedska pesem zapela, se imamo za heroje, vendar imamo v naši glavi, v našem umu ogromno demonov. Torej, določenih misli, ki nas med sabo razdvajajo, ki povzročajo, da čustveno reagiramo na druge, in to je tisti resničen izziv. To je izziv, ki ga ne bo mogoče premagati z upanjem in molitvijo, zgolj za neko težnjo, ampak zahteva resnično delo na sebi, da vsak sistematično zaustavlja te demonske glasove v glavi, te misli, ki nam motijo pozornost od tega, kar je tukaj. To je zahtevno delo, ki ga mora opraviti vsak od nas, da vsak od nas doseže notranjo energetsko čustveno stabilnost in šele na to bomo lahko na ta način ustvarili pogoje za mir in sožitje na tem svetu. Kdor si torej želi, da bi na tem svetu nastal mir, te ljudi pozivam, da si pogledajo povezave v opisu tega videoposnetka in se vpišejo na brezplačni uvodni spletni tečaj, ki se imenuje DIP Light oziroma Destiny iProcess Light. To je tečaj, ki te nauči delovanja uma, da spoznaš samega sebe, da si zmožen biti pozoren na notranje čustvene reakcije in da se naučiš učinkovitih pristopov, da dobiš orodja za učinkovito zaustavljanje teh nerealnih misli in čustvenih reakcij. Tako da vsak postane notranje, energetsko stabilen in zmožen zdravorazumskega razumevanja. In tudi zanimive posnetke imamo glede demonov, kdo so demoni bili, kaj je sedaj z njimi, in številne tudi politične rešitve za to, da vzpostavimo družbo, v kateri bo vladal mir in harmonija. Poglejte si torej te povezave v opisu tega videoposnetka in se pridružite k ljudem, ki praktično ustvarjamo pravi raj na zemlji. Hvala za posluh in nasvidenje.